Danes si bomo pogledali, kako kotne funkcije velikih kotov spremeniti v kotne funkcije majhnih, ostrih kotov. Ostri koti so tisti koti, ki ležijo v prvem kvadrantu, torej tukaj. Seveda pa lahko imamo kote iz drugega, tretjega in četrtega kvadranta. Povsod si pomagamo z enotsko krožnico za določevanje sinusov in kosinusov. Zdaj, mi vemo, da je sinus navpična črta, kosinus vodoravna črta. Tangens gledamo, kako seka to črto, in kotangens, kako seka to črto. Zdaj, tisto, kar lahko takoj napovemo, so predznaki funkcij. V prvem kvadrantu so vse funkcije pozitivne. To pomeni, sinus je pozitiven, kosinus je pozitiven in ker je tangens definiran kot sinus lomljeno s kosinus, in če sta sinus in kosinus pozitivna, potem je tudi tangens pozitiven, kotangens ima pa itak vedno isti predznak kot tangens. Se pravi, v prvem kvadrantu so vsi pozitivni. V drugem kvadrantu je sinus še vedno zgoraj, zato je še vedno pozitiven, medtem ko kosinus postane minus, negativen, minus. In tukaj v tretjem kvadrantu je sinus minus in kosinus tudi minus, in tukaj v četrtem kvadrantu je sinus minus, medtem ko kosinus postane plus. Zdaj, če sta tukaj sinus in kosinus negativna, minus, potem vemo, da je tukaj tangens pozitiven, ker je tangens sinus deljeno z kosinus. Torej je ta pozitiven. Tukaj v četrtem kvadrantu pa je sinus deljeno s kosinus, torej minus deljeno s plus, bi bil tangens negativen. Sedaj si moramo to nekako zapolniti, da bomo vedno vedeli. Recimo, če pogledamo sinuse. Sinus je tukaj torej plus, pa tukaj je plus, v tretjem kvadrantu je minus in tukaj je tudi minus. To velja zdaj za funkcijo sinus. Stavek bi lahko bil prav posebna, majhna miška. Tako, p-p-m-m. Potem imamo pa kosinus. Kosinus vemo, da je tukaj pozitiven, tukaj je že minus, tukaj je tudi minus in tukaj je zopet pozitiven. Tukaj tudi damo stavek. Lahko začnemo isto z prav majhna muca prede. Prav majhna muca prede. Eto. In zdaj imamo določene znake, tako za sinus kot za kosinus. Za tangens lahko potem določimo, ker vemo, da je tangens sinus deljeno s kosinus. In kjer sta oba istega predznaka, bo ratal plus. Recimo, p deljeno s p je pozitiven. P deljeno z m, ta bo negativen tangens, minus. M deljeno z m bo pozitiven in m deljeno s p bo zopet negativen oziroma minus. In enako velja potem za kot tangense. Tako, to imejmo pred sabo, se pravi predznake, lahko seveda vidimo tudi, ali je nad ali spodaj. Še ena možnost pa je, da določimo s pomočjo kalkulatorja predznak, ampak to je res izhod v sili. No, in če zdaj pogledamo, recimo, da dobimo za izračunati, koliko je sinus 300 stopinj. Si skiciramo koordinatni sistem in povemo, kje je 300 stopinj.
300 stopinj je v četrtem kvadrantu. In zdaj se spomnimo. Aha, sinusi grejo takole. Sinus je prav posebna mala muca ali pa mala miška. Na drugi strani se pravi PPMM. To pomeni, da je v četrtem kvadrantu, kjer smo zdaj, da je ta predznak minus. Zdaj pa še pogledamo, koliko mi manjka do te črte. Zdaj tukaj je 300 stopinj, tukaj lahko rečeva, da je 360 tudi nič, ampak tudi 360 in vidimo, da je tukaj 60 stopinj in napišemo, da je to minus sinus 60 stopinj. Recimo, če imamo kosinus. Če bi imeli kosinus 300 stopinj, zdaj ta kot je isto na tem mestu v četrtem kvadrantu. Kako je pa že stavek za kosinus? Za kosinus pa imamo prav majhna muca prede. Prav majhna muca prede. Se pravi, tukaj pri četrtem kvadrantu je zdaj pozitivna vrednost, kot pa isto kosinus 60 stopinj. Enako potem določimo za tangense in kot tangense. Še eno stvar moramo vedeti, to je pa perioda. Perioda je en polni kot, se pravi en popolni vrtljaj. To je 360 stopinj, včasih slišimo tudi 2π radijanov. To je naša perioda. Velja tako za sinus, kosinus, tudi za tangens in kotangens, čeprav za kotangens in tangens velja še manjša perioda. Ampak za začetek rečemo, da je za vse 360 stopinj. Recimo, če rabimo izračunati, koliko je sinus 4000 stopinj, 4000 stopinj. Koliko vrtljajev lahko naredimo? En vrtljaj 360 stopinj. 10 vrtljajev po 360 stopinj bi bilo to 3600 stopinj. Torej, če jih imamo 4000, jih za 10 vrtljajev porabimo 3600 in nam jih ostane 400 stopinj. Zdaj 400 stopinj je še vedno več kot en krog, lahko še enkrat 360 odštejemo in ostane sinus 40 stopinj. Recimo, če imamo tangens 700 stopinj, zopet najprej odštejemo 360, 360 odštejemo in ostane 340 stopinj. 340 stopinj je tukaj v četrtem kvadrantu. Se zopet spomnimo predznakov. Za sinus je stavek prav posebna majhna miška ali pa majhna muca. Za kosinus je stavek prav majhna muca prede. In zdaj gledamo tangens tukaj, ker sta kosinus in sinus različna, že vemo, da je tangens negativen, koliko manjka do sem 20 stopinj in napišemo, da je to minus tangens 20 stopinj.